gremo pogledati še ta, nimam denarja, ne, to sta dva najpogostejša razloga, pa gremo pogledati, če tega nisem jaz kriv, ker je to, zakaj ne vem, ampak nimam denarja. Pač itak večina ljudi sploh ne ve, kam dajo denar, pa koliko ga dajo. Jaz se spomnim, ker sem prvič v življenju naredila res si en mesec pregleda in sem videla, da dam 300 evrov za take bedarije, so tako, kva, 300 evrov, jaz, če me vprašajo, koliko nameniš za to, bi rekla, max 50 evrov na mesec. 300, až koliko je to več? Pa če sem več šokirana. In pa, kako ga tako, ko mi kdo reče, nimam denarja, recimo, ne vem, najbolj taka osnovna, nimam denarja za telovadbo, recimo, ne, primer. Ok, cool, koliko pa si pripravil, mislim, koliko pa trenutno nameniš svojemu zdravju, ne? Jo, ne vem, ne? Itak ne ve, ne? Pa ga vpraša, koliko pa misliš, da je tvoje zdravje vredno, ne? Koliko bi pa bil pripravljen pač nameniti, ne? Ja, ne vem, ne? In na koncu v bistvu prijeva do tega, da ne ve niti, koliko ima dejansko denarja v mesecu, koliko ga zaprav, za kva ga zaprav in kaj mu je sploh pomembno dejansko v resnici, zakaj dati denarja, ne? Tako da, jaz vidim, sem bila ista, jaz sem pa še danes ga, ki je pobiksana, ne? Živela res sem živela nezavedno življenje, kar se tiče denarja, ker je ful lažje tudi tako, ne? Ker pa si lahko tudi v vlogi žrtve, ker prej pa naslednja, nisem jaz kriva. Ja. Jaz lahko isto povem kot Ula. Meni je to spremembo naredila Iris, ki je bila tudi gostja v Jernejevem podcastu, pa potem še en seminar. In ko ti vidiš, koliko stvari daješ stran za, pač sploh ne veš zakaj, kak za neki, kak zgine, pa še le vidiš, koliko denarja lahko ti dejansko zavestno nameniš stvarem, ki so ti ful pomembne v življenju. Pa ni pomembno, koliko imaš ti denarja, ampak bolj to, kaj z njim narediš.